kapučino, či greva, pa čeprav ne smeva, mami ne poveva, reci nas si šla, na kapučino greva, limuzina bela, pelje do hotela, reci nas si za kapučino. 1, 2, 3, 4. Blaž, te očitno tale kapučino tako nas pedira že od vsega začetka, ali kako? Ja, smo ga mogla tudi malo zapeti tukaj v kamero, ne, takoj na začetku. Da pokažemo, kaj smo naredili novega. Ja. Ampak če že govorimo o kavi, kakšno kavo pijeta? Jaz sem bolj pristaš z mrzlim mlekom. Jaz pa pijem prav kapučino in si ga tudi vsak dan skuham, in sicer v službi. Takoj, ko pridemo v službo, prije najprej na vrsto kapučino. Ampak zdaj ga tudi poješ? Ja, glede na to, da je pač ena najljubših pijač mojih, je seveda tudi odlično, da je tudi tak komad, ne. To imate kar neko trilogijo, ali kako bi temu rekel, najprej gin, tonik, zdaj kapučino, malo ste sicer zašli, ne, v druge tekočine. Gin tonik nas je držal bolj po konci. Mislim, smo ga pili v poznih večernih urah, tako da zdaj rabimo malo kapučina, da se nazaj malo dvignemo z energijo. Problem je, da mi prihajamo zjutraj domov, ne, to je ura je ponovadi tudi 6-7, takrat pa gin tonik ne paše več, evo, zdaj imamo pa še kapučino. Ampak upoštevate pa priporočila ministra, ne, prekomerno pitje alkohola in tako naprej. Ja, to se kar držimo tega, da zmeri eden od nas 4 vozi na koncerte in takrat ne. Tisti pije kapučino? Tisti pa pijo zdaj kapučino. Tisti pije, ja, kapučino, mislim, 6 kapučinov na dan. Če se ne motim, je to še ena uspešnica od Zvite Feltne? Ja, zdaj bomo še videli, poslušalci bojo povedali, ali je uspešnica ali ne, kaže pa zelo dobro. Recepta za uspešnico ni, ko že ravno govorimo o tem, pa vendarle vam ratujejo. Mi se držimo nekih začrtanih ciljev, probamo čim manj spreminjati naš stil glasbe, se držimo tega reggaetona, ker nam tudi najbolj paše, no, saj meni se zdi, da se s fanti najbolj najdemo v tej zvrsti. Mi imamo tako načelo, predvsem, da ustvarjamo tisto, kar je nam všeč. In če je nam všeč, mislimo, da bo tudi še komu drugmu in nekako ne gremo ven iz te faze, da bi začeli delati nekaj, kar nismo mi. Ampak očitno je odločitev pravilna, ker je tudi ljudem so všeč vaše melodije, ne? To, čim več časa ne bo tako, ne. Ja, mislim, saj pravim, to se vse čuti, ne, tudi preko kamere se čuti, če je neka stvar pristna, všečna, to gledalci takoj prepoznajo. Omenili ste čas, kako ga usklajujete, namreč vsi ste zaposleni, če se ne motim. Sploh čez teden in potem vikendi, zna biti kar naporno. Zna biti včasih naporno, ampak se mi zdi, da imamo vsi delamo samo zjutraj, tako da se da to praktično za vikende uskladiti, noben ne dela vikendov, je pa res, da igramo včasih tudi med tednom, takrat pa moraš malo stisniti zobe, no. Super je, ker mi v bistvu to našo glasbo jemljemo kot hobi, ne. In gremo vedno na nastope nekako z veseljem, ne, nikoli nam ni težko. Verjetno, če bi se samo z glasbo ukvarjali, bi nas to veliko bolj obremenjevalo kot nas sicer. To si mi dal dobro izhodišče. Ste kdaj razmišljali, da bi dejansko živeli samo od glasbe? To mogoče v Sloveniji eni pravijo, da ne, zopet drugi, da ja? Mogoče je in smo tudi že o tem resno razmišljali, potem je pa ravno pravi čas prišel tisti covidni čas in smo se vsi postavili na realna tla, da mogoče je pa fajn imeti tudi še eno sigurno službo za zraven. Ampak ta covidni čas je očitno prinesel tudi naraščaj, oziroma Blaž, nekaj se bo zgodilo, ne? Bo to kaj prineslo posledic za igranje in službo in drugega? Boste šli v porodniško? Ja, v bistvu je prinesel po covidni čas, ja, te spremembe, tako da ja, jaz se že zelo veselim, namreč pričakujem svojega prvorojenčka. To se bo zgodilo enkrat letos poleti. Verjamem pa, da se vsi fantje zavedamo, da muzike vsekakor ne bomo opustili in da bomo še naprej delali v taki meri, kot smo do zdaj. Malček, tudi berem, da ste se v teh vseh letih postarali in da je nekoliko vse skupaj drugače. Mislim, jaz ne vidim, da bi bilo kaj drugače. Teo se ni postaral. Jaz se nisem postaral. Energija še vedno tako kot pri 20, 18. Seveda, prej je bil gin in tonik, zdaj bomo pili kapučino, tako kot smo prej rekli. Zame, na primer, osebno je drugače to, da mogoče malo drugače dojemam vse stvari, ne. Ker prej, ko smo prvič uspeli, je bilo vse novo, je bila neka euforija. Zdaj mogoče te euforije ni v tako veliki meri, smo pa mogoče še bolj zagnani kot kdajkoli prej. Če za konec še zaključimo s čimer
Dober smo začeli s kapučinom, malce poveste več o video zgodbi, avtorstvo in tako naprej. Mi smo si s fanti zadali cilj, da bi ga radi naredili v 3 dneh. Kar se tiče vse, kar se tiče komada, to se pravi glasba, besedilo, video in nam je uspelo. No? Ja, ideja je sicer bila že nekoliko prej, neka taka res, mislim, skromna ideja. V torek popoldne smo se s fanti dobili in z našim tudi idejnim vodjo John Lokaj-esom, s katerim sodelujemo že nekaj časa. In v torek je nastal komad, besedilo in začel se je tudi snemati. Potem je naštel v bistvu celo noč to miksal in produciral. V sredo smo šli po outfit za videospot, dobili idejo za videospot, v četrtek se je že spot snemal, komad je bil ta čas že končan, v petek, evo, danes ob 7 zjutraj je bil pa že videospot s komadom zunaj, tako da po moje imamo nek svoj vrsten rekord. In če malce špekuliramo za naprej, naslednja zgodba bo kaj ohrani ali kaj, najprej imamo pijačo, zdaj kavico za dodatek, ali v sladicah, ali še nismo tako daleč. Pivo in čevape bo naslednji spot. Ja, glede na to, da imamo mi mogoče malo latinoameriške ritme, bi bilo tudi kaj mehiškega. Skratka, pivo in čevapi, pa mogoče kakšna ameriška pica. Tako. Ja.